V Murski Soboti smo v poletje stopili res na veliko, kajti včeraj se je odvil poseben dogodek. Na zunanjih površinah Osnovne šole 1 Murska Sobota je zaživelo povsem prenovljeno košarkarsko igrišče. Fundacija Goran Dragić v sodelovanju s košarkarskim asom v sklopu projekta Podam, da igram skrbi za obnovo igrišč po Sloveniji. Prvo igrišče je bilo obnovljeno leta 2019 v Ljubljani, sledila so še igrišča v Mariboru, Novem mestu in Celju. V Murski Soboti pa smo včeraj odprli 5. poglavje v celotni zgodbi. Kot je že bilo omenjeno, me veseli, tudi mene, 21. junija 2023 smo se zbrali tukaj na otvoritvi zunanjih prenovljenih košarkarskih igrišč Osnovne šole 1 Murska Sobota. V času pouka jih bomo sprejeli koristili. Upam pa trditi, da bodo v popoldanskem času še bolj zasedeno z obiskovalci, rekreativnimi športniki oziroma ljubitelji košarke kot do sedaj. Pa še nekaj malega o naši šoli in športu. Po številu učencev smo največja pomurska šola, znana po športnih aktivnostih, ne samo na lokalni, ampak tudi na državni ravni, kjer dosegamo najvišja priznanja na različnih področjih, med najmočnejše pa prav gotovo sodi prav košarka, za katero ima svoj dolgoletni karieri ogromno zaslug tudi naš športni pedagog, gospod Petri Pršnik. Točoma dajemo pomemben poudarek športu in vsem aktivnostim, ki so kakorkoli povezane s to tematiko. Imamo odlične pogoje za izvajanje športnih dejavnosti. Notranje športne površine, veliki in mali športni dvorani, potem zunanje površine, kot so atletski stadion, poligoni za skok v višino, daljino, rokometno igrišče v ozadju, sedaj pa še popolnoma prenovljeni 2 igrišči za košarko, ki je potekalo v organizaciji in realizaciji Mestne občine Murska Sobota, fundacije Goran Dragić ter različnih podjetij, ki so sodelovali pri izgradnji. Poleg 2 igrišč imamo postavljeno še dodatno napravo Drog Ledvenik, ki je bil doniran strani podjetja Toros IQ. Igrišče bo imelo oziroma že ima velik pomen pri promociji košarke kot športa. K temu prispeva sam Goran Dragić, ime, ki krasi to igrišče, ki je eden najboljših slovenskih košarkarjev, ki velja za enega najuspešnejših in najprepoznanejših slovenskih športnikov vseh časov. Zato sem prepričan, da se bo število obiskovalcev in rekreativnih igralcev povečevalo, prav tako pa se bo vzbujal interes za igranje košarke tudi pri mlajših generacijah. Živela si narodi, ki hrepene dočaka dan, da kode sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrakle sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrakle sosed bo, ne vrakle sosed bo mejak. Izjemno sem počaščen in vesel, da ste se zbrali v tako velikem številu in vas lahko pozdravim. In moram povedati, da sem tudi čustveno vidno ganjen. Namreč moja želja je bila, da se takšno igrišče zgodi v Murski Soboti v tem mandatu, ampak niti v sanjah si nisem upal dovoliti, da bi se to lahko zgodilo tako hitro že v prvih 6 mesecih. Ob tej priložnosti mi dovolite, da se zahvalim seveda gospodu Goranu Dragiću, fundaciji in pa Andrejki Gažovič in pa podžupanu bivšemu iz Lendave, gospodu Ivanu Koncutu, ki sta me dejansko povezala z ljudmi iz fundacije. In moram povedati, če bodo vsi posli v Mestni občini Murska Sobota tekli tako, kot je tale, res se veselim nadaljnjega dela. Verjamem, da bo igrišče služilo svojemu namenu, da se bo v Murski Soboti mogoče začela ena nova zgodba s košarko. Dobro vemo, da je Murska Sobota nogometno mesto, ampak je tudi košarkarsko mesto. Tudi sam sem v mladosti in še zdaj rekreativno igral, tudi na tem igrišču. In res sem vesel, da se je ta zgodba zgodila, zato vsem zaslužnim še enkrat iskrena hvala. Kdor vesele pesmi poje, gre po svetu lahkih nog, čemu kdo nastavi zanko, ga užene v kozino, jaz pa pojdem in za sebe
zdaj pa en prisrčen pozdrav. Zelo sem vesel, da smo tukaj, da smo odprli že 5. igrišče. Mislim, da za mestno občino Murska Sobota, za osnovno šolo Prva, se zahvaljujem, da smo res prišli do tega projekta. Seveda tudi mojim fantom iz Goran Dragič fundacije, še posebej Mateja Vanzu, Žiga Koščaku, vsemi sponzorji. Mi smo zelo ponosni, da še naprej lahko odpiramo taka igrišča, predvsem za mlade fante in dekleta, da lahko trenirajo, da lahko uživajo, da spoznavajo nove prijatelje in da se imajo dobro. Zdaj pa upam, da bo to igrišče polno, da boste prihajali, da se boste igrali in ja, imamo v namenu še veliko več igrišč odprt, tako da se zelo veselim in hvala, ker ste nas tako lepo dočekali. V sklopu otvoritve je potekala še predaja 3 profesionalnih personaliziranih košarkarskih vozičkov. Na enega pa se je usedel tudi Dragič in se v igri preizkusil na malo drugačen način. Dragič, ki ima sicer korenine v Prekmurju, je zaupal tudi nekaj dejstev o sebi. Ja, odraščal sem v Ljubljani, moj dedi iz Prekmurja, tako da bil sem tukaj enkrat, ker sem bil res otrok, tako da nažalost dedija ni več, ampak evo, spet smo tukaj. Sem pa rekel, ko končam kariero, to bo zelo hiter, da bom prišel sem, pa bom malo raziskoval, da vidim, kje so vse te korenine od mojega dedija, tako da se že veselim. Seveda pa se tudi tokrat ni mogel izogniti gneči. Ja, sem že navajen, ampak tisto, kar me najbolj veseli, seveda, da nekaj dajemo nazaj, kako bi rekel, okolju, otrokom, tako da jaz se spomnim, ker sem še jaz bil mali in sem igral na košarkarskih igriščih, tako da nekako probamo ta trend spet nekako živeti, da je mladina večino časa na igrišču, da se športom ukvarjajo in jaz sem zelo vesel, da nam je uspel tukaj v Murski Soboti odprti 5. igrišče v Sloveniji in upam, da jih bo še veliko več. Tako da Goran Dragič je v družbi župana Damjana Anželja in ravnatelja prve soboške 9-letke Aleša Benka prerezal trak in s tem igrišče tudi uradno predal namenu.